Pozdravljeni, danes pa slike. Vse o slikah, barvah, teh zadevah, to je pač primerno za oblikovalce in vse digitalne marketerje in vse ostale, ki se ukvarjate z internetom ali pa tiskom. Tako da predvsem seveda našim študentom namenjen ta video, ampak gotovo bo tudi ostalim zelo koristno, pa bom jaz kar šerala screen, pa vam bom povedala, kako pa kaj naprej. Takole. Tole je sicer, jaz sem drugače neko starejšo licenčno verzijo Photoshopa, te zadeve so kar drage od Adoba. Ne rabite imeti Adoba, v bistvu jaz sem ga vajena in pač vam bom razložila na njemu. Stvari lahko pa uporabite brezplačen GIMP ali pa karkoli drugega, katerikoli drug program, ki so čisto okej, popolnoma enake funkcije imajo, kakor ima Photoshop, samo pač malo drugače. S Photoshopom je malo lažje delati, edino v tem je razlika, pa da je svinjsko drag, no. Vse drugo pa lahko naredite v kateremkoli programu, ki je namenjen za bitno grafiko. Torej, danes govorimo o bitni grafiki. Zdaj, kaj to je? Bitna grafika je grafika, ki je sestavljena iz pikic, iz pikslov, a ne, pač pikica zraven pikice, in če imate premalo pikic na en inč oziroma pač ponašati centimeter, ampak več ali manj se v grafiki o inčih pogovarjamo. Če imate premalo pikic na inč, potem se vidi zrnatost. Bolj ko povečate te pikice, bolj se ta zrnatost vidi. Zdaj pri v tisku je so prav pikice okrogle, na monitorju so pa kvadratki. In če ste kdaj videli pač neko sliko, ki je bila v kvadratkih ali pa da je imela zelo grobe pike, to pomeni, da je imela premalo pikic na inč, se pravi, temu rečemo mi resolucija, glede na njeno velikost. Zdaj, v grobem delimo, se pravi, delo s slikami, fotografijami na dva velika sklopa. Eno je za tisk in drugo je za internet oziroma vse, kar je digitalno. Vse, ali so to, včasih so bili še te CD-ji ali ključki, ne vem, karkoli. V glavnem, kar je na ekranu prikazano, je drugače kot tisk. Jaz bom povedala za obe zadevi. Zdaj bom pa sebe kar umaknila dol, zato da boste skoncentrirani na to, kar delam. V glavnem, če gremo na slike in pogledamo tole, bomo videli, da je tukaj precej barvnih sistemov, a ne. Zdaj, ta slika je narejena v RGB, red, green, blue, to je angleško rdeča, zelena, modra. Se pravi, v teh barvah, in te barve so seveda za monitor oziroma pač za internet in te zadeve. Zdaj, jaz bi vam svetovala, če ne razumete tega, kaj to je, zdaj je pač škoda, da razlagam dolgo na široko, pojdite pogledat mojo diplomsko nalogo, ki sem jo naredila na Akademiji za multimedije, da se jo sposoditi, pogledati tudi na internetu, in tam imate, ker sem delala pač en projekt v zvezi z RGB barvami, tam boste imeli vse razloženo, kaj so RGB barve, kaj so cmik barve, in vam bo to dejansko vse jasno. In pa seveda lahko pogledate na internetu ali pa vprašate ChatGPT, kaj so to RGB barve in kaj so cmik barve. Dejansko bi ga lahko tudi mi zdajle vprašali, ampak ne vem, če to ima neki smisel. Ali pa dajmo na hitro, saj to nam ne bo vzelo prav dosti časa.
Ne bo nam vzelo dosti časa. Kje si chat? Kje si chat? Takole. Dajmo ga vprašati, kaj so RGB barve. Pa nam bo on to na hitro povedal tako. Rdeča, red, green, zelena so primarne barve v aditivnem barvnem modelu. No, to je zdaj kar dosti strokovno. Tega, če niste oblikovalci, ne boste razumeli. Ja, tako da bi bilo fino, no, da pač res pogledate to mojo diplomsko nalogo, zato ker tam vam bo jasno, ker tam vse razlagam, kako vidi naše oko, kako gleda kamera in kaj so barve in katere so. Pač RGB barve to so barve, ki sevajo, a ne, ki imajo svojo energijo. To je monitor. Monitor ima svojo energijo, luč in seva. To so RGB barve. Tako najbolj grobo jih ločimo. Medtem ko cmik barve, cian, magenta, yellow, K, se pravi, cian je modra, yellow rumena, magenta je rdečkasta, taka vijolično rdečkasta, cian, magenta, yellow, K je pa črna, a ne. Črna se vedno tiska v tisku, to bomo malo kasneje, preko vseh teh treh, zato da je slika dosti bolj jasna in ostra. Drugače je taka, kako bi rekla, malo drekasta izgleda slika, če je brez črne. Zdaj pač mi vidimo barve veliko iz teh treh barv je oziroma, ja, iz teh treh barv je tiskanje in pač na monitorju to sestavljeno. Zdaj, zakaj mi vidimo 16 milijonov odtenkov barv, recimo tukajle noter, a ne. Zakaj? Zaradi tega, ker se te pikice ena zraven druge so. Pač ena je, nekaj je rdečih, nekaj je modrih, nekaj je zelenih, in ko se to meša med seboj, se v našem očesu mi vidimo druge barve. Zdaj, če bi to, zdaj po mojem to slikico ne moremo toliko približati. Zdaj tole se vidijo, recimo tole so piksli, ne. Tole so piksli, ampak vsak piksel sveti z jakostjo, zdaj če, to so ti piksli, a ne, se pravi ti kvadratki, iz katerih je cela slika sestavljena, kompletna. Zdaj, če jaz pogledam recimo tale piksel, tega je tole rjavo, vidim, da je piksel sestavljen iz 141 enot rdeče barve, iz 83 enot zelene barve in 19 enot modre barve, a ne. Če pa gledam za tisk, je pa tole, a ne, ciana, se pravi modre 33%, magente, rdeče 67%, rumene 100% in pa črne 26%, a ne. In pa tole je pa tale lojtrica, pa tale koda, hex koda, je pa, tole je pa koda v sami kodi, recimo, zadnjič smo gledali WordPress in noter, tam lahko delate tudi v HTML kodi in tole je ime te barve, tegale rjavega piksla, a ne, je ime te barve, in če to kodo, v kodi napišete tole lojtrico in pa prekopirate tole 8D5 313, potem bo taka barva se pojavila v sami kodi noter, a ne, oziroma pač se vidi potem na monitorju, a ne. Zdaj tole HSB pa lab ne bomo obravnavali, ker to so pa posebej za fotografske stroje, ne, za fotografije, to zdaj vi kot ne potrebujete. To potrebujejo fotografi, oni pa že itak točno vejo, za kaj gre pri vsem tem. Okej, zdaj, v katerem sistemu imamo mi narejeno tole slikico? Zdaj mi gremo to seveda tukaj gor pogledat, v katerem sistemu je ta slikica. Mi jo imamo, ker je tukaj kljukica RGB, ta slikica je narejena v sistemu red, green, blue. To pomeni, da ni za tisk. Zdaj, kaj bi se zgodilo, če bi mi to pozabili, tako slikico, in bi jo dali v neki časopis in bi se to natisnilo.
Zdaj, v najboljšem primeru bi Raster Image procesor, se pravi tiskarski stroj, ki to natisne, naj bo to digitalen ali offset ali katerikoli drug. Če ima to tiskar tako nastavljeno, potem bo sam stroj spremenil v cmik tole, se pravi cmik za tisk, a ne, cian, magenta, yellow, K. To je v najboljšem primeru, a ne, da se to, ampak morate računati na to, da slike nikakor ne bodo več tako lepe, kot so bile, zaradi tega, ker bo to stroj naredil strojno, na pamet, a ne. Ker če to vi sami naredite, vi slikico, če imate dober monitor, jaz imam najrajši Samsunge, ki so že optimizirani, tovarniško, obstajajo, mislim, to so srednje cenovno razredni, visoko cenovno razredni za grafike, imajo itak, samo so zelo, zelo dragi, imajo itak to že tovarniško optimizirano, tako da vidite lahko realno sliko dokaj realno sliko na monitorju. Če imate pa zelo slab monitor, ga je treba pa s kalibratorjem za barve skalibrirati, ampak tega noben več ne dela, ker če kupite malo bolj kvaliteten monitor, da ni neka žibla podjetje, znamka, potem boste sigurno videli tam približno, a ne, pač ta prave barve, ne. Okej. Kaj se pa zgodi, če mi cmik sliko probamo dati na internet, ne bo šlo. Pač enostavni programi tega ne sprejmejo, a ne. Tele Lab in te ostale, Lab to ni treba, zaradi tega, ker to ne gre niti na internet, niti ne morete v tiskarno poslati. Te Lab, to so original, ko jih fotoaparat naredi, ampak res ne mobitel, ampak res fotografski ta pravi fotoaparat, ki je namenjen pač profesionalnemu delu s fotografijo, boste lahko v tem barvnem sistemu tako fotko posneli, a ne. Zdaj, ko daste to tiskati ali pa na internet, seveda izgubi, ker tam na internetu 16 milijonov barv, medtem ko cmik barv je pa še bistveno manj, a ne, in se ta barvni volumen, obseg zmanjša in slikica ni več toliko lepa, kot je bila v Lab sistemu, a ne. Lab sistem ima zelo, 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 mislim, res velik barvni spekter in samo specialni fotografski printerji, tiskalniki lahko natisnejo vse te barve, a ne, tudi pri RGB, tudi RGB je tako, da vse barve lahko natisnejo res, res dobri tiskalniki ali pa profesionalni stroji, a ne. Pol imate še grayscale. Zdaj, če spremenimo to v grayscale, kaj se dogodi? Sivinska slika rata, to ni črno-bela, ampak sivinska, a ne, ker je od bele do črne, vmes so pa seveda sivi toni, a ne. Včasih potrebujemo to, zdaj, če hočete na internet dati, a ne, mora biti še vedno v RGB, a ne, barvah, ne sme biti grayscale, ne morete dati grayscale gor, to je samo za tisk. Kakršenkoli tisk, ampak morate iti takole spremeniti v sivinsko sliko in potem, ali pa slikate že tako v sivinskih tonih in greste pol nazaj v RGB sistem, a ne. Spremenite nazaj v RGB. In to lahko komot zdaj daste na internet in seveda izgleda sivinska slikica. Juhej. Zdaj pa, če gremo mi to nazaj. Takole. Ne, bo šlo. Kje imamo history. Samo malo, da sem si vse zaprla, itak. Background, samo malo, history. Gremo na original. Okej. Zdaj, če hočete dati tole slikico za tisk, potem morate iti na sistem cmik, a ne. Klikniti in cmik, a ne. Zdaj majhno izgubi, ampak tukaj se ne vidi, zato ker tale slikica je po mojem kar dosti visoka resolucijska. Zdaj,
Okej, bomo dali to zdaj nazaj v RGB. Bomo šli kar original odpreti, da bo RGB. Lahko bi spet nazaj pretvorili, ampak to ni pametno. Ne, več kot ko sliko pretvorite, več pikslov izgubite, več barvne globine izgubite, a ne. Tako da je najbolje enkrat jo spremeniti, pa pol jo pustiti na miru. Zdaj tako, treba je ugotoviti, koliko je tale. Zdaj mi se bomo ukvarjali, najprej za internet, pol bomo se pa ukvarjali še s slikami, slikami za tisk. Torej, najprej internet, a ne. RGB, zdaj pa koliko velika slikca. Image size bomo šli pogledat. Image size. Zato lahko recimo tale program je meni zelo lušten. Tale. Tole je InfraView, recimo ta je zastonjski in tukaj lahko, če neko slikco odpremo, če eno slikco odpremo v tem programu, katerokoli odpri, recimo tole slikco, potem tukaj imate zelo preprosto, recimo ta program je res preprost. In lahko jaz recimo, če delam zelo na hitro, pa da niso res natančne stvari, delam s tem programom, če pišem take serijske članke, kjer ni zelo pomembno to, a ne. In potem, pogledam, koliko je ta slikca velika. Odprem, a ne, pač velikost, resize image, in tukaj imate že narejene velikosti, a ne. Zdaj za internet je fino, da je tam nekje 800, a ne, pač višina ali pa širina, pa pol ni važno, v glavnem proporcionalno. Zdaj 600 je že malo majčkena, pride malo premajhna resolucija, a ne. 1024 je tudi, ampak morate pa paziti, je tudi v redu velikost, dosti visoka resolucija. Zdaj, zakaj mora biti dosti visoka, v bistvu dosti kakovostna? Zaradi tega, ker Google tudi to gleda, a ne, pri optimizaciji slik za članke, na internetu. Google to tudi gleda, medtem ko za tisk je pa sploh, mora biti zelo visoka resolucija. Zdaj tako, tukajle imamo DPI, dots per inch, to so te pikce na inč, ke smo jih prej videli, a ne, tiste kvadratki. Zdaj za tisk je 300, medtem ko za internet je dovolj 72, oziroma tisti, ki delate na Macintoshih, dobite ven 96, zato ker Macintosh dela na 96 DPI monitor, medtem ko vsi ostali PC-ji delajo na 72 DPI monitorji, prikazujejo, a ne. Zaradi tega delamo pač, se pravi, recimo, da je to 800 krat 500 pa 96 DPI, pa je tale slikca, ste sigurni, da je dovolj dobro optimizirana za internet, a ne. To pomeni, da ni prevelika. Zdaj bom pa, tole bom kar takole, zaradi tega kar takole naredila. Zdaj enako velja za Photoshop, to sem tam pokazala zato, da ne rabite kupovati Photoshopa, ampak delate tudi v drugih programih lahko, ki so čisto super pa čisto fajn, a ne. Tukaj recimo tale slika je grozno velika. Zakaj? Zaradi tega, ker jaz downloadam velike slike, ker nikoli ne vem, a jih bom uporabila za tisk še zraven. Ker če jih rabim za tisk, pol mora biti zelo velika slikca, a ne, ampak resolucija 72 DPI pa za tisk ni v redu. Mora biti 300, a ne. In če jaz dam to isto velikost, slikce na 300 DPI, glejte, koliko se poveča po višini, širini, a ne, pikslov, se zelo poveča ta slika, a ne. Ampak nimaš kaj pomagati, morajo biti velike slike, za tisk mora biti pika, a ne. Medtem ko za internet ni šans, ne. Za internet smo rekli, damo 72 pa, recimo, da je 800 v redu. 72, 800, tako, a ne. Rečemo, tole je
800 pikslov pa 72 dpi. Tole v redu, vidite, kako se je zmanjšala zadeva. Zdaj Photoshop zelo dobro zna zmanjšati zadeve. Obstajajo na internetu tudi programi, s katerimi vi zmanjšujete fotografije, če nimate Photoshopa, brez da bi izgubili na kvaliteti. Poglejte, malo pogooglejte, obstajajo, super so, jaz sem jih uporabljala. Pa jih občasno tudi če pa nimaš Photoshopa, pa sploh so tisti programi super. Okej, zdaj slikca je dovolj velika. Zdaj, v Photoshopu je super, zaradi tega, ker imamo opcijo, da lahko za web pa device shranimo. Zakaj? Zaradi tega, da nam zmanjša, tukaj imamo spet to velikost, ki smo jo naredili, se pravi 800 pikslov, da nam zmanjša recimo, to je JPG format. Zdaj, kateri formati so za internet, a ne? Za internet so formati JPG, ta je najstarejši, oziroma GIF je najstarejši, ampak GIF ima samo 256 barv, a ne, in se ne uporablja več, razen za kakšne animacije ali pa za majčkene ikonce, kaj takega, za slikce, ki nimajo zelo veliko barvitosti, a ne. Tako da GIF-a ne uporabljati, ampak JPG uporabljajte. Zdaj veliko ljudi uporablja PNG. Zdaj jaz ga ne, PNG-ja ne uporabljam. Zakaj ne? Zaradi tega, ker sicer res je, da razlika JPG pa PNG je v tem, da PNG podpira transparentno ozadje, JPG pa ne. To je razlika in zaradi tega nekateri to uporabljajo. Zdaj, jaz, če imam polno sliko, rajši uporabim JPG, zaradi tega, ker sem 100-procentna, da čisto na vseh iskalnikih in brskalnikih je ta format podprt, a ne. In da bodo vsi ljudje sigurno to sliko tudi videli. 100-procentno, ne. Tako da jaz uporabljam JPG, glejte, je pa možno tudi PNG ali pa GIF, a ne. Zdaj jaz kvaliteto, zdaj, če hočete, da je res, če bi radi, da je slikca majhna, da je slikca res majhna, potem kvaliteto daste, pustite tam na 60%, kar pomeni, da bo program tole stisnil zip, z zipom bo stisnil to slikco skupaj in bo manjša, a ne. Če pa želite, da je zelo kvalitetna, da se ne zmanjša, potem dajte tam nekje 80 ali pa 90% kvaliteto, a ne. Videli boste, da je kar precejšnja razlika, tukajle potem pogledate, tulele je 169 kilobajtov in tudi napiše, da se bo odprla v 32 sekundah pri 56 kilobajtov na sekundo, a ne. To je zelo počasen internet, zelo počasen internet, tako da je, tole se bo hitro odprlo na optiki recimo, a ne. Zdaj, če hočete, da je, jaz gledam, da slikce v člankih niso večje od 50-60 kilobajtov, a ne, kar pomeni, da tole je za nas, glejte, original je 1,3 mega velik, 1,3 megabajtov, medtem ko če stisnemo, je 169 kilobajtov, a ne. Se pravi, to je, če damo 60%, tako kot sem prej rekla, da se to boljše, da se vpiše, da je natančno, se pravi 60, a ne, to je zdaj tale, je pa 100 na 107 kilobajtov pride, a ne, 107 kilobajtov in shranimo zadevo, a ne. In shranimo, zdaj manj od 60 ni treba, a ne. Ni treba manj kot to shranjevati. Tako da tole, to bi bilo to zaenkrat. Tukaj imate primerjavo tudi, a ne, kakšen je original, kakšna bo pa slikca potem, ko bomo shranili, a ne. Dobro, to je to. Zdaj pa cancel. Zdaj pa, če gremo spet nazaj na original, zdaj pa slikca za tisk.
slikce za tisk, jaz mislim, da za internet sem vse povedala. Čakajte samo na image, mode in pa cmik. Okej, bomo pretvorili zdaj v cmik. Zdaj pa velikost, za velikost slikce za tisk. Okej, 72 dpi je absolutno premalo. To bo zelo, zelo pikčasta slika, a ne, zelo zanič, a ne. More biti, zdaj vi morate, jaz ponavadi tole kar v centimetrih pol gledam oziroma milimetrih, se največkrat pogovarjamo s tiskarji. Tale del delam. Ko delam za internet, gledam tale zgornji del pa resolucijo, ko delam za časopise in te stvari, ki so tiskani, pa gledam ta spodnji del, a ne. Zdaj tako, to more biti za tisk, če gledamo, zdaj odvisno, kakšen tisk je, toliko more biti dpi. Torej, če gledamo eno brošuro, časopis, vizitke, te zadeve, vse, kar gledamo od blizu, tam do pol metra, more biti 300 dpi. Zdaj, da je več, ne dati več, zaradi tega, ker je to nesmiselno, a ne. To je nesmiselno. Govorimo pa zdaj za bitno grafiko. Pri vektorski je to čisto drugače, a ne. Vektorsko bom enkrat še posnela. Torej, 300 dpi more biti za tam, da gledaš od blizu do pol metra, a ne. Zdaj, bolj ko je oddaljen, recimo, da je plakat ali nekaj velikega nekje na stavbi ali kakorkoli, jumbo plakat ali billboard, ne, tisto je pa delamo pač da je velika velikost, se pravi, ta slikca recimo hočemo, da je, koliko hočemo, da je velika, to je 6x4 centimetre, to je malo premalo. Pa recimo, da hočemo, da je 10 centimetrov velika krat 5 na 300 dpi. Zdaj to bo malo povečalo, ne, malo bo povečalo to slikco. Bolje je slikco imeti ful veliko pa jo pomanjševati, ker ne izgubite veliko, kakor pa imeti majhno pa jo pol povečevati. Pri Photoshopu ni toliko problem, morate imeti pa tale resample vklopljen, pa tole, in pa tukaj spodaj, v bistvu je najbolj fajn, da imate vklopljen ta bic, ali kaj je že to, bic, lahko imate Gradens ali pa eno od teh, ampak tale bic v bistvu je najboljša možnost, kako on dodaja piksle zraven, da se slika ne popača, ne. In Photoshop drugače to kar dobro obvlada, pa verjamem, da drugi programi definitivno to znajo tudi kar dosti dobro narediti, ampak preverite, kakšen model imajo tega, a ne. In ko kliknemo okej, takole, je zdaj tale slikca pripravljena za tisk. Zdaj, mi jo že imamo v JPG, in je to čisto, ko jo shranjujemo, ne, save as, je čisto brezpredmetno, da jo damo recimo v TIFF. TIFF je drugače za tisk najboljše, a ne, to ni kompresiran, JPG je že sam po sebi, kompresiran. Ima že vse kompresijo, a ne. Če vi delate fotografski katalog, na primer, ali pa fashion revijo, nikar ne shranjujte v JPG ali pa PNG ali kaj takega, obvezno TIFF. To so gromozanski fajli potem na koncu, ampak obvezno naj bo TIFF, zaradi tega, da ko vam fotograf pošlje te fashion slike, ki so narejene s fotoaparatom v tistem lab, ali pa kateremkoli fotografskem formatu, ponavadi je lab, ali pa RAW, RAW, dajte iz tistega formata spremeniti v TIFF, ker ne boste izgubili prav ne vem koliko zelo veliko, razen če je res komplicirana fotka z ogromno prehodi, barvno globino in temi stvarmi,
potem lahko kar izgubite. To malo poskušanja je treba in potem preden to sploh date, preden to sploh date, na, v tisk, je treba obvezno proof narediti, a ne. Proof je pa, da vi tiskarju naročite, da vam naredi čim bližje temu, kar bo tisk na koncu. Če je to digitalni tisk, potem bo proof tam zelo blizu, je to to. Če je pa offset, bo pa najbližje možno, no, pač na digitalen stroj natisnil, ker na offsetu proof delati je, zapravljanje denarja, ker je to res drago. Za brez veze, ke preden offset, sploh obrne, da je ta pravi tisk, vrže ven 100 ali pa 500 izvodov nečesa, a ne. Tako da, ampak danes se več ali manj se bolj digitalno tiska, tudi naklade niso tako velike, razen za tujino. Če kdo dela za tujino, tam pa so res velike naklade, a ne, če imate revije ali kataloge ali karkoli, ne. Okej. To je zdaj v bistvu to. Dejansko smo vse obravnavali. To, tako da, če so kakšna vprašanja, jih lahko postavite še, spodaj v komentar, lahko mi kakšno vprašanje, če kaj nisem povedala, ker meni je to tako domače, ke tole delam več kot 30 let in od, začetka računalnikov pa in z tiskarskimi mašinami sem delala od offseta do digitalke, do, druge tiske, vse še celo, na kamen smo tiskali in vse živo. V glavnem, tako da me res vprašajte, če kaj takega, pa bom posnela video pa vam povedala, ne, ker sem grafična izvedbena oblikovalka, pač DTP, se pravi, postavljam knjige, revije, brošure, vse celostne grafične podobe delam in potem znam za stranko tudi zelo, zelo dobro narediti, da je tako, kot je treba za tiskarno, da tiskarna ne popravlja, ne zaračunava dodatno, dela, ke morajo oni nekaj, popraviti. Jaz se vedno s tiskarno prej pomenim, katere stroje imajo, kaj uporabljajo, kaj naj jaz uporabim, če je potrebno, mi pošljejo tisto, ke je treba, a ne, pač barvne sisteme ali pa, RIB, katerega imajo, nainštaliram si in potem pač delam za njih, za tisto tiskarno. Na spletu pa to ni problem. Če nekaj zafrknete, ni stroška za zamenjati, pač zamenjate slikico, par minut dela in to je to. Medtem ko za tisk pa ni toliko preprosto delati, ker če zafrkneš, lahko zafrkneš veliko številko, veliko naklado, velik denar je zadaj in potem, je lahko problem v tem, kdo bo te stroške poravnal. Tako da tudi to je pa pravna zadeva, ki je zadaj, ki jo tudi oblikovalci morajo znati. Zdaj, če vas slučajno to kaj zanima, kako se jaz zaščitim, kaj naredim, potem mi dajte spodaj to v komentar, pa bom posebej video za to naredila, a ne. Hvala lepa za vašo pozornost. Upam, da vam je bil všeč ta video, da je bil koristen. Če je bil koristen, ga delite z drugimi ljudmi, všečkajte, zvončka kliknite, da ste naročeni, zato ker bom še snemala take videe za študente in za celo Slovenijo. Lep pozdrav, lep vikend, adijo.